Ja, zdravljeni, me veseli, da ste prišli na moj zagovor. Danes bomo poskušali reči Bob. By the way, to je veganski krov. No pa za začetek se poigramo samim naslovom. Veganstvo kot odgovor na specizem. Torej, speciesizem, ne se prevaja v specizem, lahko bi rekli tudi vrstizem. In najprej, zakaj tak naslov? Na eni strani imamo specizem, ki predstavlja problem. Na drugi strani pa veganstvo, ki predstavlja njegovo rešitev. V svoji nalogi sem se ukvarjal z eno izmed sistemskih diskriminacij in podobni naslovi za sorodna področja bi tako bili v tem kontekstu, recimo enakopravnost kot odgovor na rasizem, emancipacija žensk kot odgovor na seksizem, pravice LGTB kot odgovor na homofobijo, civilne svoboščine kot odgovor na sužnjelastništvo, recimo Mednarodna konvencija o človekovih pravicah kot odgovor na grozote druge svetovne vojne in tako naprej. Razumemo, zakaj gre. Okay. Jaz se v tej nalogi nisem obadal z iskanjem razlogov, zakaj se nekateri posamezniki odločajo za veganstvo, v smislu neke družbene deviacije, o čimer je za večino, ki ustraja v starih vzorcih načeloma vse v redu. Vprašanje, ki sem si ga zastavil, je bilo ravno obratno. Kaj je narobe z družbo, da še vedno ni izpeljala tega zgodovinskega procesa liberalizacije in sistemsko osvobodila živali. Namen naloge je bil ugotoviti, kateri so socialno-psihološki mehanizmi, ki ljudem sploh omogočajo konzumacijo in izkoriščanje živali. Cilj te naloge pa ugotoviti, kako oziroma preko česa se to lahko spremeni. Zdaj, priprava tele naloge, ki imam glede, se ni začela v zadnjem mesecu, kot to vejo moja mentorca, recimo, niti ne v zadnjem letu, kot to vejo moji sošolci, niti z mojim prihodom na faks, kot to vejo Boštjan. Začela se že veliko prej. Iz dnevnika moje mame. Miha je star 6 let, letos gre prvič v šolo. Ne je več mesa, tudi mene in Lukata je naučil, kaj je pravo. Ana in Miro še ustrajata. In tako je ostalo do mojega prihoda na faks. Torej, vegetarijanstvo. Območje načeloma navidezne etike, kjer v praksi slučajno delaš nekaj prav, v teoriji pa si še vedno na nek način diskriminator in predvsem konformist. Lahko povem, da večina vegetarijancev še vedno razmišlja na specističen način. Sam sem bil v tem območju 15 let, izhajajoč iz čiste nevednosti. Vse dokler me niso srečale prave informacije, za kar se moram zahvaliti tudi Boštjanu. No in kaj so zdaj te prave informacije? Zakaj sploh gre? Izraz specizem je leta 70 skoval britanski psiholog Richard Ryder in pomeni diskriminacijo na podlagi vrste, pri kateri ljudje namerno ignorirajo podobnosti med lastno vrsto in ostalimi nečloveškimi biti. Avstralski filozof Peter Singer je leta 1975 idejo populariziral in je ugotovil, da specizem krši načelo enakega upoštevanja interesov. In čeprav obstajajo določene razlike med ljudmi in živalmi, imajo oboji sposobnost trpljenja. Zato moramo temu trpljenju priznati enako upoštevanje. Britanski filozof Jeremy Bentham je že leta 1780 spoznal, da vprašanje ni, ali lahko mislijo, ali lahko govorijo, ampak ali lahko trpijo. Definicija specizma se je leta 1985 prvič znašla v slovarju kot diskriminacija ali izkoriščanje živali strani ljudi, ki bazira na predpostavki človekove superiornosti. Italijanska filozofinja Paola Cavalieri je leta 1999 ugotovila, da specizem preprosto pomeni izključenost živali iz zaščite, ki jo prejemajo ljudje. In, ker so se seveda različne definicije razrasle kot gove po dežju, je ameriška psihologinja Joan Donayer leta 2004 naredila smiselno sintezo glavnih teoretskih ugotovitev z tega področja in specizem definirala kot neuspeh v odnosu ali praksi, da bi nečloveška bitja obravnavali enakovredno in spoštovanjem. V vrednostnih kategorijah, ki jih vzpostavlja, specizem je enak rasizmu in seksizmu.
v svojih implikacijah predstavlja vzorec nesprejemljivega in neargumentiranega fanatizma, superiorne ali inferiorne rase ali spola ni. Razlike so le biološke, ne moralne. Zato vrednost živali ni odvisna od podobnosti z ljudmi, nič bolj od tega, koliko je vrednost žensk odvisna od podobnosti z moškim in vrednost črncev od podobnosti z belci. Torej, če povzamemo, kaj specizem je, lahko bi rekli, da specizem pomeni različno moralno upoštevanje različnih čutečih biti iz neupravičenih razlogov. In zdaj, zanima me, kakšno škodo pa specizem povzroča v praksi, koga vse zadeva in predvsem kako. Verjeli ali ne, holokaust se dogaja še danes. In to vsakodnevno povsod in v takšnih razsežnostih, kot še nikoli do sedaj. Za prehrano letno pobijemo 63 milijard kopenskih udomačenih živali, to so podatki z 2010. Ta številka iz leta v leto narašča, zato bo do leta 2050 presegla 100 milijard. Svetovna molija vodnih živali pa se ne meri po glavah, ampak v kilogramih. Tako je leta 2012 znašala 158 milijard kilogramov, kar predstavlja približno 90 milijard posameznih vodnih živali. Tudi ta številka se iz leta v leto viša. V skupni seštevek 150 milijard letno pobitih, torej vsako leto na novo, udomačenih in vodnih živali, pa niso štete divje živali, ki jih lovimo in pobijamo v stepah, gozdovih, planjavah in gorah sveta. Številke, ki jih omenjam, predstavljajo takšen tempo pobijanja, da bi lahko približno v 2 tednih zdesetkali celotno človeško populacijo. Vseh 7 milijard. In vse te živali pobijamo zaradi njihovih teles, na katerih po našem prepričanju raste meso, ki je namenjeno naši prehrani, torej so žrtve največjega in najdlje trajajočega holokausta v zgodovini človeštva, posledica človekovega apetita po mesu. A s tem se ne konča. Opravka imamo tudi z našimi potrebami po uživanju živalskih izložkov, predvsem jajca in mleko, ki neposredno prispevajo kumulativni količini povzročenega trpljenja, posredno pa še k zvišanju števila pobitih živali. Ob tem lahko navedemo še naše potrebe po izdelkih iz krzna, usnja, perja, volne, svile, semiša, ki so namenjeni našemu oblačenju in udobju. Da bi ugotovili natančno število živalskih žrtev, ki jih letno povzroča omenjena tekstilna industrija, je nemogoče, zato ker se tudi te surovine merijo le v kilogramih. Poleg vseh omenjenih so tu še človekove potrebe po ostalih sestavinah živalskega izvora, ki jih tiščimo v vse mogoče izdelke na trgu in ob upoštevanju vsega navedenega postane jasno, da je zasužnenih, izkoriščenih, popabljenih, trpečih in pobitih živali še veliko, veliko več. Ob vseh živalih, ki trpijo in izgubijo življenje zaradi svojega mesa, okostja, telesnih tekočin, izločkov in kož, so tu še živali, ki jih izkoriščamo za nekatere druge namene. V preomenjene številke niso štete poskusne živali, ki jih vsakoletno zapiramo, mučimo in pobijamo v imenu znanosti, raziskovanja in napredstva. Niso štete tiste, ki jih zaradi zaostale zakonodaje po nepotrebnem eutanaziramo v prenatrpanih zavetiščih, niso štete tiste, ki poginejo v živalskih predstavah, bojih, cirkusih, živalskih vrtovih, in štete niso tiste, ki nastradajo ali poginejo zaradi človekovega onesnaževanja in povzročanja klimatskih sprememb. Ob tem bi bilo bogokletno zamolčati, da je ravno globalna živinoreja eden izmed glavnih povzročiteljev nekaterih najbolj kritičnih okoljskih težav 21. stoletja, ki obsegajo onesnaževanje voda, krčenje gozdov, erozijo, izumiranje vrst,
uničenje morske biodiverzitete, emisije toplogrednih plinov, kopičenje kemičnih odpadkov. Zato Organizacija Združenih narodov poziva k globalnemu prehodu na vegansko prehrano kot ključnemu ukrepu proti okoljski krizi. Saj, po oceni Svetovne zdravstvene organizacije, prehrana enega vsejedca zahteva toliko naravnih virov kot prehrana 20 veganov skupaj. Tragikomično je tudi to, da so žrtve specizma tudi ljudje sami. V organizaciji Physicians Committee for Responsible Medicine so ugotovili, da prehranjevanje s hrano živalskega izvora povzroči več prezgodnjih smrtnih žrtev kot vse vojne, naravne katastrofe in avtomobilske nesreče skupaj. In na tej točki bi se vprašal, zakaj se vse to dogaja. Vse, kar sem tule navedel, je posledica človekovih potreb, ustaljenih navad, okusov, tradicij in posameznikove prikladnosti. Posledica razširjenega antropocentrizma in specizma, predvsem pa posameznikove nevednosti, ohranjanja cone udobja in statusa quo. Namesto ekocentrične oziroma biocentrične etike vlada antropocentrična. Ob tem velja poudariti, da je večina mainstream pobud, ki se nanašajo na izboljšanje dobrobita živali in lepšega ravnanja z okoljem, posledica plitkega ekološkega gibanja. Tako ljudi skrbi za živali in naravo, samo dokler se ta dotika njih samih, njihovega profita, njihovega udobja in njihove ideje o estetičnem. Glede na škodo, ki jo ustvarja in smrt, ki jo seje, je nenavadno, da se specizem pri ljudeh sploh ohranja. In sedaj pridemo do velikega vprašanja. Zakaj? Ameriška socialna psihologinja Melanie Joy, ki je bila pred kratkim v Mariboru na EPK, je leta 2003 skovala izraz karnizem, ki označuje subideologijo specizma, kakor recimo antisemitizem, subideologija rasizma. Karnizem je neviden sistem prepričanj oziroma ideologija, ki ljudem omogočajo, da jedo nekatere živali. Karnizem je nasprotje vegetarijanstva oziroma veganstva. Večina ljudi dojema prehranjevanje živali kot nekaj samoumevnega. Zato je karnizem dominantna ideologija, ki je tako močno zakorenjena in razširjena, da so njene predpostavke sprejete kot zdravorazumske. Tako pač je. Obenem je karnizem nasilna in izkoriščevalska ideologija, ki je organizirana okoli intenzivnega, obsežnega in nepotrebnega nasilja nad živalmi. Načela karnizma so v nasprotju s temeljnimi prepričanji večine ljudi, ki ne bi podpirali izkoriščanja drugih, če bi bili o tem primerno poučeni. Primarna obramba karnizma je njegova nevidnost, ko ta zaradi v oči bodečih dejstev, kot se dogaja to ta trenutek, odpove, sistem najde oporo v sklicevanju na mite o živalskih produktih. Posamezniki, ki v njem sodelujejo, promovirajo opravičevanje na treh osnovnih ravneh. Prehranjevanje živali naj bi bilo naravno, normalno in nujno. Vse tri ravni so institucionalizirane. Privzemajo in združujejo jih pomembne družbene institucije od družine do države. Tako se tekom socializacije naučimo gledati na svet skozi prizmo karnizma. Rejene živali pojmujemo kot objekte, piščanca omenjamo kot nekaj namesto nekoga in abstrakcije, ki nimajo osebnosti. Prašič je prašič in vsi prašiči so enaki. V naših kognitivnih schemah ustvarjamo stroge kategorije, da lahko umestimo zelo različne občutke do različnih živali. Meso krav je odlično, meso psov pa ogabno. Krave so za prehrano, psi pa so naši prijatelji. Ker že za dominantno ideologijo se vsakogar, ki krši lojalnost socialni normi, stigmatizira. Njegove pozive ali prepričanja pa se označi za nenormalne, nenaravne in nenujne. Zdaj, vseh treh ravni ne bomo posebej opisali, zato ker žal ni časa. Se pravi, normalno, naravno in nujno.
In zdaj, če želimo izstopiti iz vlaka norosti, kaj lahko naredimo? Richard Ryder je že v 70-ih letih ugotovil, da diskriminacija na podlagi rase, čeprav še pred 100 leti popolnoma upravičena, je danes širše obsojena. In morda bodo nekega dne podobno razsvetljeni umi obsodili specizem, kakor zdaj ljudje obsojajo rasizem. Če verjamemo absurdnosti, bomo zagrožili grozodejstva. Inkarnizem je le eno od mnogih grozodejstev, ena izmed mnogih nasilnih ideologij, ki so obžalovanja vreden del človekove zgodovine. Čeprav je izkušnja vsake skupine žrtev na nek način edinstvena, so si ideologije strukturno zelo podobne. Mentaliteta, ki omogoča nasilje, je enaka. To je mentaliteta dominacije in pokoritve, privilegiranosti in zatiranja. Nepravičnost, kjerkoli se godi, je grožnja pravičnosti posod, saj so zatiralni sistemi povezani in se med seboj krepijo. Napredne družbene spremembe ne pomenijo zgolj spreminjanje nekaterih načel, ampak tudi spreminjanje mišljenja in osebnih navad. Pristna in trajna sprememba zahteva premik paradigme, preobrazbo mentalitete, ki je podpirala stari red. Vendar samo kozmetični popravki ne bodo dovolj. Na pojavnost teh opozarja Melanie Joy v svojem prispevku glede neokarnizma. Veganstvo je revolucionarno gibanje, ki zahteva premik paradigme in radikalno spremembo v odnosu do nas sami, živali in okolja. Tovrstne spremembe pa se ne zgodijo brez velikega odpora. Karnistična propaganda pridno skrbi za pojav novih pristopov, ki ponujajo na videz privlačne rešitve za neprijetno realnost. Posledica tega je pojav humanega mesa, srečnega mesa, ekološkega mesa, trajnostnega mesa, prostorejenega mesa. Podobne nazive dobivajo tudi drugi izdelki živalskega izvora. Nov val karnističnih argumentov je poskus obrambe oslabljenega karnističnega sistema proti zanj zelo resni grožnji, ki je predstavlja vse močnejše vegansko gibanje. Neokarnizem se pojavlja v treh oblikah. Sočutni karnizem, ki predpostavlja, da je sicer dobrobit živali problematična, a je veganstvo preveč ekstremno in zato nepraktično. Bolje je jesti humano meso, kot ga pa sploh ne jesti. In potem imamo ekokarnizem, ki predpostavlja, da živinoreja sama po sebi ni problematična, da je taka le industrijska živinoreja. Zato rešitev ni v tem, da nekamo jesti živali, ampak da jemo takšne, ki so bile vzgojene trajnostno. Biokarnizem predstavlja, da je hrana rastlinskega izvora sicer bolj etična, a je uživanje živali nujno za preživetje, zato je veganstvo pač neizvedljivo. In zdaj vas vprašam, ali bi vi pristali na to, da vas zaprejo, vam vzamejo otroke, telesno izkoriščajo in brutalno ubijajo po koncu najstništva, če bi vam obljubili, da bodo vse skupaj naredili humano. Je najbrž ne. Takih stvari se ne da delati humano. In da se ne bomo narobe razumeli, vsi ti neokarnistični znaki pomenijo, da se je družba sicer pripravljena na neki ravni soočiti s problematiko uživanja mesa, jajc in mleka. In dejansko so rezultat posameznikove skrbi za živali. Hkrati pa kaže na odpor prevladujoče karnistične kulture, da bi resnično sprejela etiko veganstva. Kot da bi posamezniki želeli reči, da rešitev ni v prenehanju izkoriščanja živali, ampak v spremembi načina, na katerega jih izkoriščamo. Britanski humanist Henry Steven Salt je že v 19. stoletju razmišljal o odmiku od osredotočenosti na dobrobit živali, animal welfare, do osredotočenosti na pravice živali. Zavzema se je za abolicionizem. Kot pravi ameriški filozof Tom Reagan, je filozofija pravic živali brezkompromisna do vseh oblik povzročanja trpljenja. Tako pri uporabi živali v znanosti ne zahteva večjih klet, ampak prazne. Pri reji živali za prehrano ne vidi rešitve v prehodu na tradicionalno živinorejo, ampak v popolni prekinitvi trgovanja z mesom. Pri lovljenju živali pa ne more pritrditi bolj humanemu lovu, ampak prekinitvi tega barbarskega početja. Krivica je brezpogojna, zato jo moramo tudi
nasprotovati brezpogojno. V preteklosti ni zahtevala reguliranega suženjstva, reguliranega otroškega dela, niti reguliranega odrejanja žensk. Nadaljujem? Zaključujem. Aha, ja, sej zaključujem. Zdaj še gremo na vegansko, pa zaključujem. Se pravi, le reformirati ali regulirati brezpogojne krivice pomeni njihovo podaljševanje. Zato ni dovolj spremeniti le nekatere dele krivičnih izkoriščanj, odpraviti je treba izkoriščene samo. In to v celoti. Nadaljeval bom krivi časa. In zdaj, kje je rešitev? K sreči obstaja preverjen življenjski slog, ki kar v največji možni meri obvozi vse to, kar smo danes omenili. Imenuje se veganstvo. Veganstvo je neposredno in praktično zanikanje specizma. Je način življenja, ki teži k izključitvi vseh oblik krutosti in izkoriščanja živali za hrano, obleko, poskuse, zabavo, kolikor je le mogoče in izvedljivo. Predstavlja trajnostno kulturo neškodovanja za ljudi, živali in okolje. Veganstvo je tudi moralna in politična zaprisega k odpravi izkoriščanja živali. Predstavlja zavrnitev sprejemanja živali kot človeške komunitete in priznanje njihove inherentne vrednosti. Veganstvo posameznikov zmanjšuje sistemsko oziroma kolektivno popraševanje po izdelkih in storitvah, ki zahtevajo trpljenje in smrt živali. Zato je primarna metoda veganstva njihov bojkot, ne kupi. Če želimo doseči popolno odpravo živalskega suženjstva, je veganstvo nujno. Če niso nekaj drugam, kot ne bo časa. In zdaj sinteza, če zaključim. Ugotovili smo, da je specizem oblika diskriminacije, ki omogoča izkoriščanje živali strani ljudi. Utemeljene na predpostavki človekove superiornosti in po svoji strukturi podoben rasizmu in seksizmu. Karnizem kot njegova subideologija skrbi za to, da se zdi diskriminacija živali kot normalna, naravna in nujna. Upoštevajoč stopnjo in količino povzročenega trpljenja je specizem trenutno največji problem na svetu. Gre za obliko strukturnega nasilja. Kakor so bile prejšnje civilizacije zgrajene na podlagi izkoriščanja sužnjev, je današnja civilizacija zgrajena na podlagi izkoriščanja živali. Antropocentrizem, specizem, karnizem, neokarnizem lahko presežemo le s prehodom na globalno veganstvo, ekocentrično etiko, trajnostni razvoj in s tem edino pravično socialno in ekološko paradigmo za vse. Ko se bo človeško pozignilo na raven univerzalnega veganstva, bo preko tega izpeljalo naslednji velik korak v zgodovini liberalizacije zatiranja. Hvala.